Kruh je vzhajal. Drugič smo ga pokrili in dali na toplo, zato da je hitreje vzhajal, ne sme pa do konca seveda. Jaz mislim, da bi kar mogli hitro to narediti. Jaz bom odprl vrata, potem je treba pomokati lopar, da se ne prime. Obrnemo na lopar, kar lepo, hitro. Tako in okrog, lepo. Takole. Njega treba pa lepo prerezati, odvisno od, zato da kruh potem sam grdo ne bo. Pa na hitro, zato da se testo ne prime noža. No zdaj pa kar začne se na koncu peči, zato da potem se razbori, ampak kar začneva. Takole. In ga dam na koncu peči. Ja, čim dlje in ga potem počasi peč napolnimo. In tako. Super. Pomukamo še enkrat. Še malo, ne preveč. In začnemo z naslednjimi. Kar izvoli. Takole. Damo in hop. Gor. Ali bi zdaj pa krišnati? No, pa ne bo vsak, da bo eden od enega, drugega. No, kar naslednjega zraven in tako dalje. Hop. Tako. Je bilo pravo barvo. In zdaj koliko časa bo to peči? Približno 1 uro, ker so zelo veliki hlebci. Maša, Miha, prinesel sem sad današnjega dela. Sveže pečen kruh, ki je sicer ohlajen, ker se to pobaje ne sme jesti. In ponujam vam moj prvi pečen kruh v življenju. No, ali peč naredila enako, kot so rekli, vsi so več ali manj lepi, tako da ni velike bojazni, da bomo kaj narobe naredili, če včasih nam najbolje ne gre. Samo osnovna tista pravila, ki so za peko kruha, moramo se jih držati, ostalo pa mislim, da peč svoje naredi. Mene še zelo zanima, kakšen je, tako da bi ga rada probala, ampak bi kar vas, gospod Miha, prosila, če lahko razumete. Ja, zdaj recimo, da sem jaz gospodar, ampak čeprav vedno gospodar reže kruh. In se tudi ustane, najprej se ga prikriža, tako so naredili vedno, zato da je kruh ostal še v hiši, potem se ga prereže in se ga obrne od vhoda, zato da kruh ne gre iz hiše. No, zdaj ga pa lahko že tudi režemo za uporabo, čeprav včasih ga rezali tudi tako. Struktura je perfektna. Jaz bom kar poskusila, ker je videti čudovit. To si pa tako dober spekel, da ne rabimo ničesar poleg tega kruha. No, kruh je res kompakten, tudi tega kruha lahko manj pojemo, zato ni treba ne vem kakšne količine, tudi kot vsako stvar. Kruh se je samostojno jed, pa hkrati tudi ne preveč. Čudovito si naredil. Dober je kot samostojno jed, ampak meni pa še kakšna salamca zraven. Dober je kot kruh. Ja, takole, dragi moji, zdaj ste videli, kako se dela kruh na star način, mi pa se bomo jutro odpravili v bolj moderno proizvodno, kjer delo poteka precej drugače, tako da za zdajle se od vas poslavljamo, drugič pa bodite z nami in videli boste, kakšna je moderna proizvodnja.